Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš. To je 10. tema v seriji Staranje in družina. In sicer, radi imamo svoj kraj. Ena od značilnosti v drugi polovici življenja je ponos na lepe in dobre stvari v svojem kraju. Svoj kraj imamo radi. Pripravljeni smo zanj marsikaj narediti. Radi spoznavamo njegovo preteklost, ljudi, ki so ga razvijali in stvari, na katere smo ponosni. Vse to so lastnosti zdravega domoljubja, o katerem smo govorili v prejšnjih 2 prispevkih. Poglejmo še, kaj pravijo o tem ljudje. Na kakšen način prispevate k dobrobiti vašega kraja? Na to vprašanje so odgovarjali nad 50 let stari prebivalci v raziskavi Staranje v Sloveniji. Navedli so številne koristne dejavnosti, prostovoljne prispevke, skrb za čisto in urejeno okolico, sodelovanje pri akcijah v kraju, medsebojno pomoč sosedom, aktivnost v društvu, spečem pecivo za krajevne praznike, pomagam ljudem urejati administrativne zadeve, ker sem bila prej v tem poklicu, obiskujemo se med seboj, pozdravljam druge, prijazen sem do sosedov, plačujem davke, dobro opravljam svojo službo. Odgovori kažejo na pristno in zdravo krajevno domoljubje. Naslednje vprašanje išče rezerve za razvoj naših skupnosti. Glasilo se je, kaj bi bili še pripravljeni storiti za dobrobit svojega kraja. Tudi nanj je dobrih 56% reprezentativnega vzorca navedlo to ali ono koristno dejavnost. Če ta visok odstotek odgovorov preračunamo na vseh 750 tisoč prebivalcev Slovenije, ki smo stari nad 50 let, to pomeni, da je 420 tisoč zrelih ljudi pripravljeno narediti za dobrobit svojega kraja še več, kakor delamo zdaj. Med odgovori na vprašanje, kaj se vam zdi, da v vašem kraju ljudje najbolj pogrešajo, pa je na prvem mestu druženje. Druženje pogreša vsak 5. nad 50 let star Slovenec. Na drugem mestu je urejena infrastruktura. Njo pogreša vsak 10. starejši krajan. Ali niso to prava sporočila vodstvom naših občin in mest? Dovolj je, da se odgovorni politiki, uprava in drugi vodilni ljudje naučijo dobro organizirati sodelovanje ljudi v skupnosti, pa se nam ni bati prihodnosti. Ljudje so zdravo domoljubni, veliko naredijo za svoj kraj in hočejo narediti še več. Kdo je človek, po katerem se imenuje naš zdravstveni dom? V mnogih slovenskih krajih se tedensko srečuje kaka skupina za kakovostno staranje. Ljudje potrebujemo primerno družbo, prav tako, kakor gibanje in zdravo prehrano. Tradicionalni načini druženja ob kmečkih delih so danes turistična folklora. Za redne obroke druženje se mora odločiti zavestno vsak sam. Tega se večina še ni navadila. Zato postaja osamljenost najbolj razširjena bolezen starajočih se ljudi v Evropi. Na Gerontološkem inštitutu razvijamo programe in usposabljamo prostovoljske voditelje skupin za kakovostno staranje. Tak program je na primer preprečevanje padcev starosti, ki ga je predelalo že več 100 skupin. Pred nekaj leti pa smo razvili nov program Domoljubje. Povod za to je bilo zavzeto delo Slovenske vojske pri ustanavljanju družabnih središč in skupin za njihove upokojence. Domoljubje je edini zdrav motiv za obrambo domovine. Slovenci ga izražamo v državni himni: Žive naj vsi narodi, ne nam podrejeni in ne nad nami.
Baby boom generacija pa ima še posebej živo potrebo, da se v svojem tretjem življenjskem obdobju zakorenini v izročilo lastne kulture. Ko to storimo, postanemo zanimivi potomcem, dokler pa se vrtimo okrog samih sebe, bežijo od nas. V programu Domoljubje skupina na vsakem srečanju obdela eno od vsebin, ki nas zakoreninjajo v zdrava tla skupnosti. Vsak pripoveduje o človeku, za katerega ve, da je veliko naredil za skupnost, rodno ali tisto, v kateri živi zdaj. Zato je pripoved enako bogata in enako složna, če so v skupini sami domačini ali je med slovenskimi rojaki polovica priseljencev iz Srbije, Črne gore, Hrvaške ali od drugod. Pogovorne vsebine na srečanjih skupine so: moj rodoljub, človek, ki je veliko naredil za naš kraj, rodoljub v mojem poklicu, rodoljub v našem narodu, svetovni rodoljub, pisatelj ali pesnik, ki mi je pri srcu, moj slikar, kipar, glasbenik ali drugi umetnik, moj učitelj ali vzgojitelj, človek, ki zna dobro sodelovati, moje krvne in socialne korenine, starši, stari starši in drugi moji predniki. Vse to so teme srečanj. Ta program je že prvo leto obdelalo kakih 10 skupin za kakovostno staranje. Ena v Ribnici z voditeljico Anko, ki je medicinska sestra v zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma. V skupini je vprašala, kdo je Janez Oražem, po katerim ima ime naš zdravstveni dom. Starejše članice skupine so hitele pripovedovati, kako dober zdravnik je to bil pred vojno, med njo in po njej. Kako je prišel po noči na konju po visokem snegu k materi na dom reševati življenje ob težkem porodu. Kako človeški je bil, kako je organiziral sodobno zdravstvo v Ribniški dolini. Skupina se je povezala s krožkom v osnovni šoli in otroci so spraševali svoje stare starše o zdravniku Oražmu. Živel je od 1889 do 1965. Pisali so, risali. Ribniška skupina nas je navdušila, ko je to svojo lepo izkušnjo predstavila v ljubljanskem Mostecu junija 2019 na predpočitniškem srečanju skupin za kakovostno staranje. Prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost novembra 2019.